Kava. Kava je napitek iz prevretih zrn rastline kavavca. Spada med najpogosteje uporabljena tradicionalna poživila. Po legendi ne bi bilo odkritje poživilnih učinkov kave slučajno. Nek azijski pastir, ki je pasel koze, je opazil, da njegove črede večkrat prebedijo noč, hkrati pa tudi čudno poskakujejo in poplesujejo. Potožil se je menihom in ti so neke noči odšli s pastirjem za čredo. Tam so našli neko grmičje z rdečimi plodovi, ki so jih jedle živali. Eden od menihov je plodove prevrel in pil prekuhano pijačo. Ugotovil je, da ga je tekočina obdržala budnega celo noč. Od takrat naprej so menihi pijačo pili vsako noč pred molitvijo. Tako naj bi se kava razširila po celem kraljestvu, kasneje pa še izven njega. Danes je kava postala del vsakdanje rutine mnogih ljudi. Ste vedeli, da bi polovica ljubiteljev kave za kavo žrtvovala svoj jutranji tuš? Ali pa, da bo vaša kava ostala za 20% toplejša, če ji dodate smetano? Ali pa, da je tudi nemški skladatelj Beethoven oboževal kavo? Kavno zrnje vsebuje maščobe in sladkorje. Sestavina, ki deluje poživilno, pa je kofein, ki ga najdemo tudi v koli, pravem čaju, kakavu ali protibolečinskih tabletah. Količina kofeina v skodelici kave, okoli 207 ml, je odvisna od tipa kave in načina priprave, povprečno pa znaša 150 ml. Kako pa kofein pravzaprav deluje na človeške možgane? Ko smo budni, se v naših možganih počasi zbira kemikalija, imenovana adenozin. Ta se veže na ustrezne receptorje v možganih, kar pa upočasni njihovo delovanje. Več kot je adenozina, bolj smo utrujeni. Izkazalo se je, da je kofein po obliki zelo podoben adenozinu. Kofein potuje skozi naš krvni obtok do možganov, ker se sprijeme z receptorji adenozina. Tudi, ker to ni adenozin, ki bi upočasnil možgane, ti ne čutijo utrujenosti. Telo se na dolgoročno uživanje kofeina odzove tako, da ustvarja vedno več receptorjev za adenozin, kar pomeni, da je potrebno zmerom več kofeina za isti učinek. Kofein tudi stimulira nastanek adrenalina, stresnega hormona. Ta pospeši bitje srca, odpre žile ter celo dihalne poti. Ima učinek tudi na dopamin in mu prepreči njegovo pot v možgane, zaradi česar se počutimo srečni. Efekt je v milejši obliki podoben tistemu, ki ga povzroči kokain. Smrtonosna količina kofeina je 150 mg na kilogram telesne teže. Recimo, da oseba tehta 60 kg. To bi pomenilo, da mora spiti 9000 mg kofeina. V povprečju ena skodelica kave vsebuje 150 mg kofeina, kar pomeni, da bi morali spiti 60 takih skodelic. Toliko kofeina je praktično nemogoče zaužiti preko kave, saj fizično ne bi mogli spraviti tolikšno količino tekočine v naš želodec. Kakorkoli pa, to ni edina ovira, saj bi izkusili tudi paranojo in halucinacije, preden bi dosegli naš cilj. Odvisnost in začarani krog. Težave pri uživanju kofeina povzročajo predvsem dolgoročne posledice, ki spominjajo na začarani krog. Po prenehanju učinkov adrenalina se soočimo z utrujenostjo in depresijo. Da izničimo te efekte, posežemo po novem odmerku kofeina. Ohranjanje telesa v neprestani pripravljenosti ni zdravo in ljudje postanejo razdražljivi in občutljivi. Prav tako pa ima kava lahko velik vpliv na naš spanec, še posebej, če jo zaužijemo v poznejših urah. Prav tako pa je lahko, če jo pijemo daljše obdobje v večjih količinah, vzrok za številne glavobole. Nekatere raziskave so pokazale, da kofein povzroča fizično odvisnost. Dokaz za odvisnost je, da če odvisni osebi preprečimo, da bi popila skodelico kave, se pri njej pojavijo tako imenovani abstinenčni znaki. Abstinenčni znaki, ki so posledica pomanjkanja kofeina v organizmu, ki se je navadil na njegove učinke, so glavobol, utrujenost in bolečine v mišicah. Uživanje kave v zmernih količinah je lahko super, medtem ko z dolgotrajnim pitjem velikih količin le-te lahko ogrozimo naše zdravje in počutje.